Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela prva tekma 14. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Šiška se bosta pomerila domači Bravo in Domžale. Ki je v lanski sezoni v bosanskem prvenstvu dosegel 7 zadetkov. Bil je član Širokega Brijega. Dobra podaja! Tole je bilo nevarno. Jakupovič je prišel do strela. Tole je prepovedan položaj. Sandi Ogrinec gre naprej. Sodniki seveda puščajo prednost. Žoga v mreži, to da dvignjena zastavica, seveda pa ide Trdin in Ogrinec. Znova je bil Bajde v prepovedanem položaju, ampak znova čakajo sodniki. Velika priložnost, to da tudi če bi... Kako zelo pozorni so na dogajanje na igrišču nogometaši Dejana Grabiča. Vselej totalna osredotočenost, tole je bil sijajen poskus, da se akcija konča in na to so seveda sprejeli odločitev, tole pa je priložnost. Sprožil je Vanja Drkušič, to da... Tekmec po pridobljeni žogi ni mogel ustvariti pravega premika. Tule vidimo Kariča. Pišek. Jakupovič. Jakupovič, tole je dobra podaja in gol! Domžalčani vodijo z 1-0. Georgijevič pa je strelec. Dobra akcija Domžalčanov po levi strani. Bravaši so imeli več od igre, kljub temu pa je rumena družina torej dosegla prvi gol. In obramba Brava je torej kapitulirala. Odlična poteza srbskega napadalca, asistenco je vknjižil Jakupovič. Vidi se, da imajo veliko strahospoštovanja do Ibričiča nogometaši Brava. Ko ima ta nogometaš žogo, se ga kar nekako bojijo napasti, kajti zavedajo se, česa je sposoben Ibričič, da zna umakniti žogo spretno. Tole bo žoga za nogometaše. Pa Zenih Usmani na desni strani ima veliko prostora. Jakupovič, ki prihaja do žoge, podaja Jakupoviča. Dobra žoga! Skočil je Tilen Klemenčič, ampak Slobodan Vuk se bori. Tole bi lahko bilo nevarno. Padec v kazanskem prostoru in 11-metrovka. Do 11-metrovke so prišli nogometaši Brava. Na kolena je pladel Zenih Usmani in zares zanimiv zaključek tekme se nam obeta. Videli smo Dejana Đuranovića, za glavo se drži Vuklišević, poglejmo, kaj se je zgodilo. Takole se je spretno postavil Martin Kramarič in ni zadetka. Zgrešil je Martin Kramarič, sicer je žogo poslal v drugo smer, kot se je vrgel Mulalić. V prvem polčasu ste ustvarili kar nekaj domiselnih akcij, potem nesrečno prejeli zadetek, v drugem polčasu pa nekega pravega navdiha ni bilo. Kako je bila tekma z vašega zornega kota? Jaz sem mogoče malo drugače videl. Mi smo v prvem polčasu zamujali situacije, ko bi morali napadati globino. Se pravi, sploh po njihovi levi strani. Tam se nam je zdelo, da se je največ odpiralo. Smo jih zamujali, tako tisto, ko je bil zadetek razveljavljen iz čistega prepovedanega položaja. Ampak to je situacija, ko moramo imeti idejo in videti to zadnjo podajo, preden dobimo žogo. Se pravi, in tukaj smo naredili dotik preveč, včasih dva, in nismo izpeljali naših akcij tako, kot bi si želeli. V drugem polčasu vseeno mislim, da smo prevzeli pobudo in ustvarili, saj tako kot mi gledamo, ogromno situacij, ko moraš konkretno zaključevati, se pravi, ali se odločati za strel, ali za predložek, in tega nismo dobro delali in mislim, da je ključ do mogoče današnje zmage bil v tem, da nismo dovolj poskušali, ko smo bili v zadnji tretjini, da nismo bili dovolj konkretni. Vselej poudarjate, da je cilj to, da ne prejmete zadetka. Danes ste ga torej prejeli in se znašli v rezultatskem zaostanku. Je bilo morda danes očitno, da ne znate najbolj igrati takrat, ko zaostajate? Ne, ni, zato ker smo mi že velikokrat zaostajali letos, če ste bili pozorni, in obrnili rezultat, mislim, da 3-4 že, tako da to se ne morem strinjati s tem. Dobro.
Kmalu prihaja pokalna tekma, v Fazaneriji se boste pomerili z Muro. Kako se boste pripravili na ta obračun? Podobno kot na današnjo tekmo, Mura ima rada neko kontrolo v posesti, se pravi, da si zelo dobro pripravijo situacije, ko začnejo potem osvajati prostor in napadati globino. Se pravi, to je njihova velika kakovost. Mi bomo poskušali vse, da jim to preprečimo, se pravi, da ne bojo imeli predolgih posesti žoge. Mi pa seveda po osvojeni moramo biti veliko bolj konkretni, kot smo bili danes, ker če si tolikokrat v zadnji tretjini brez pritiska na žogi in ne centriraš, ne zaključiš napada znotraj 16-metrskega prostora, potem je težko pričakovati gol. In to je stvar, na kateri bomo delali. Po dolgem času prvenstvena zmaga, verjetno ste danes zelo zadovoljni, predvsem z igro v obrambi. Ja, sigurno iz razloga, ker smo zadeli in na drugi strani nismo dovolili Bravo, da nam zadane. Na koncu sicer tudi malo sreče, ampak po pričakovanjih taka trda, mogoče tudi na oko nelih lepa tekma, ampak cilj je dosežen, to je bilo najbolj pomembno. Videli smo dramatičen zaključek, 11 metrovka za nogometaše Brava. Je zmaga zato morda še toliko bolj slajša, ker so zapravili 11 metrovko in ste se zares iskreno razveselili potem popolnega točkovnega izplena? Dobro, to je nogomet. Nam se je zgodilo v drugem krogu, da smo proti Sežani imeli v zadnji minuti 11 metrov za zmago, pa je nismo realizirali, tako da danes se nam je mogoče nekako to vrnilo. Bolj mogoče malo skrbi, ker smo imeli žogo dvakrat v posesti, pa nismo razčistili, prenesli na njihovo stran, je prišlo potem do te 11 metrovke, ampak kot se dejali, na našo srečo je Kramar izgrešil, tako da smo lahko osvojili vse 3 točke. Časa za regeneracijo ne bo veliko, kako se boste pripravili za pokalno tekmo z Mariborom? Mislim, čas imamo do četrtka, čisto dovolj, da se spočijemo in da se v miru pripravimo na tekmo. Pokalno tekmovanje, kjer je samo ena tekma, seveda je pa cilj uvrstitev naprej. Leon Sever, tokrat se Bravo ni išlo, izgubili ste z 0:1, ampak precej čvrsta, sicer po eni strani dinamična tekma, ampak na koncu so Domžale slavile z 1:0. Kako ste videli tole tekmo? Ja, še ena težka tekma v nizu je bila. Imeli smo veliko priložnosti, katere bi mogli izkoristiti, ampak nažalost že celo sezono nam pri realizaciji ne gre ravno najboljše in nažalost so oni eno priložnost izkoristili in zmagali z 0:1. Vi ste sedaj četrtič vstopili v igro, četrta tekma za vas. Kot zadnji ste prišli v klub, kako ste se prilagodili sistemu, filozofiji igre? Ja, jaz sem prišel pripravljen v klub, tako da veliko igralcev sem že poznal odprej, tako da nisem imel velikih problemov pri prilagajanju, tudi igra mi ustreza in upam na čim več minut in čim več dobrih rezultatov. Tilen Klemenčič, nova tekma in tokrat zmaga proti Bravu. Kako ste videli tole tekmo, ki ste jo dobili z 1:0? Ja, pričakovali smo težko tekmo, tudi ko smo se postavili na teren. Obe ekipi sta imela svoje priložnosti, mi smo svoje izkoristili in smo lahko zadovoljni s 3 točkami. Kot branilec ste drugi zapored z gostovanja odnesli ničlo, torej clean sheet. Kako ste vi zadovoljni v tem pogledu? Ja, stališča obrambe sigurno neka dodatna samozavest, tako da sem tako nadaljevati in bomo videli, kaj nam bo to prineslo. Morda samo pomislek oziroma pogled na naslednjo tekmo proti Aluminiju, kaj pričakovati? Pa prvo imamo četrtek še Maribor, pokalno tekmo, tako da se kaj preveč ne oziramo proti Aluminiju. Prvo se moramo dobro spočiti, dobro pripraviti na Maribor, šele potem Aluminij.